3, 4. Na travniku pred Ločami so se mladi pomerili v tradicionalnih kmečkih opravilih, brez katerih ni pravih kmečkih iger. Ročna košnja in grabljenje trave. Oboje gre mladim dobro od rok. Tokrat je tekmovalo kar 26 ekip, 23 iz Slovenije, 2 iz Madžarske in 1 mednarodna. Na teh igrah sodelujemo že cirka 5-6 let. Sicer danes nisem v ekipi, sem samo kot navijač. So ostali člani naše ekipe iz Šmarje pri Jelšah, tako da upam, da so se zavredno odrezali. V kateri igri imate največ možnosti, da boste zmagali? V košnji in v grabljenju. Sicer rezultatov še nam niso podali točnih, ampak mislim, da smo kar dobri v teh igrah. Pa se pripravljate kaj na te igre? Ja, vsako leto se pripravljamo, da pač dosežemo čim boljši rezultat. Pripravljene igre, trening iger, ki so razpisane vsako leto, tako da po zamisli oziroma si sestavimo podobno tako in tu, no? Pa treniramo, ob tem se tudi družimo z ostalimi člani društva. Kaj pa je pri košnji v bistvu najbolj pomembno? Ni samo ena stvar, je več, povezano je. Od prvo kosa, pol tehnika, sama kondicija, pa tako naprej. Kaj pa tebe v bistvu najbolj privlači? Kaj si želiš danes tukaj? Pač, da bi se imeli fajn, pa drugače, da bi pač bile čim boljši rezultati, drugače pa, da bi se imeli fajn, pa se družili, pa to. Si se tudi sama preizkusila v grabljanju? Jaz ne v grabljanju, v drugih igrah pa se bom. Tekmovalci so se pomerili v 5 spretnostnih igrah in 6, s katero so predstavili svojo regijo. Kmečke igre imajo tako poleg dobre zabave tudi precej tekmovalnega duha. Za pošteno tekmo pa poskrbijo sodniki. To je pač parcela, s katero bi jo ocenili z 10, poleg mogoče še nekaterih drugih, če so enakomerno pokošene. Dobro bo, da smo pozoren, recimo, če pogledamo sosednjo parcelo na te snope, ki ostajajo po robovih parcele, in da pač tu kaznujemo zdaj določen del šopov, tako da bomo znali pač korigirati, kaj pomeni 6, kaj pomeni 8, kaj pomeni 4. Tako da vam svetujem, da si vse parcele pač to vzamete za vzor in na to primerjate, kaj je najlepše pokošena. Še zadnji napotki vodijo ocenjevalcev košnje in grabljenja. Poleg hitrosti je namreč treba oceniti še kakovost košnje in zgrabljene kopice trave. Kopica mora biti 106 oblike, od spodnjega kroga do špice na vrhu, to je najlepša cenjena kopica. Medtem pač tekmovalka to sama ima svoje izbire, kako bo to naredila, to se pravi ali svaljka, red, katero jo kosec pripravi, ali zadevo znese na kup in na to pač spravi v stožec v čim krajšem času seveda. Zato pa pač tukaj je neka skrajnost ali najhitrejša in slabo upravljena kopica ali pa počasneje in zelo lepa kopica. Pač na enih ocenah zgubi točke, na drugih lahko pa pridobi. Zdaj pač odvisno se posamezne tekmovalke. Ja, mas probamo našo kaseko, v naših krajih je sam breh in moramo sprobati, kako to gre v ravnin, tako da vidite, kaj si je. Si se preizkusila v grabljanju? Letos ne, drugače pa zdaj že ne 5 let, tako da letos sem prepustila mlajšim. Fantje so že povedali, kaj je pomembno pri košnji, kaj pa pri grabljanju, da res hitro to opraviš? Hitrost, ne, narebel, pa lep kap, da narediš in to je to, ne vem, to. Mi smo prišli sodelovati zaradi druženja, da spoznavaš malo tudi mlade z drugih regij, v bistvu zaradi druženja. Poleg mladih iz različnih krajev Slovenije se je iger že 3. leto zapored udeležila skupina mladih z madžarskega podeželja.
Tokrat so prvič tudi tekmovali. Na njihovo pobudo pa so igre postale mednarodne. V posebni mednarodni ekipi pa so tekmovali še Slovaki in Poljakinja. It is very, very interesting, very funny and very traditional event. Unfortunately, we don't have it in Hungary. Similar this we don't have. But in this time in Hungary is harvesting time, so we don't have time to have parties. In August we have similar parties after the harvesting time, but not similar. Because it is a it is a youth festival, and we have for everybody event this time. This event is very nice, and we heard about a lot from our Hungarian friends and Due de Serik, and cause that we came to here, and I think it is a very nice event to meet all of young farmers in Slovenia, and it is very good to have a traditional some traditional event. Mladi Mađari so pripravili še tradicionalno domačo jed. Here are 22 Hungarians, and we have only 2 teams. It's 12 person, and for the others we wanted to organize some social activity, so they cooked the Hungarian special food, turkert, the Hungarian stew, for us and for our Slovenian friends to taste the real Hungarian cuisine. Zanimiva in predvsem osvežujoča je bila igra prenašanja vode. Najbolj vztrajni, ker niso želeli končati tekmovanja. Vsekakor je bilo dosti priprav na to organizacijo. Sodelovala je pa dejansko pripravila naše društvo, Društvo podeželske mladine Slovenske Konjice v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarsko zbornico, tako da je bilo kar dosti ljudi povezani z samo organizacijo in tudi dosti dela. Mislim, da je za takšno organizacijo, predvsem tudi letos so dejansko bile prvič mednarodne. Danes so prišli med nas ekipe z Madžarske in Slovaške. Jaz upam, da še prihodnje se bo te tuje države še več udeležile teh projektov, tako da bo še bolj zanimivo. Kmečke igre pa so vsako leto, poleg druženja, zabave in ohranjanja tradicionalnih običajev, tudi priložnost, ko mladi, ki so gotovo najpomembnejši člen v razvoju našega podeželja, sproščeno razpravljajo o delu in načrtih. Kdor če pa vidit, kaj